Kaj pa je? Posod mi sledi, tako čist posod. Okay. Ta stvar je tako čist posod. Kjera stvar? Ta. Huawei, posod je stvar. Kaj je? Umir se. Pogledaj. Ti imaš halucinacije. Sam, ne lebam spizdi, stari. Živijo, sva Andraž in Davor, da si Tech TV in danes se bomo pogovarjali o Harmony OS. Gre za Huawei-ov sredinc, ameriškim sankcijam in pa odsotnosti Googlovih aplikacij na njihovih telefonih. Tako da, če vam bo ta video všeč, prosim, da ga všečkate, naročite se na najin kanal, lepo prosim, in pa spremljajte naju na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Nič ne bomo TikToka danes govorili. What the hell? I don't understand. Ok, do zdaj ste verjetno že seznanjeni z celotno zadevo glede Googla, Huawei-ja in pa ameriških sankcij, ki so jih uvedli proti Googlu. To sva že v več videih omenila. Trump je z uradnim odlokom prepovedal ameriškim podjetjem, da sodelujejo z Huawei-jem, ker ne bi bil Huawei grožnja za njihovo nacionalno varnost. Ja. Ker je pa Google ameriška družba, je tudi on vključen v ta odlok in ne sme Huawei-ju dajati svoje programske opreme, torej Androida, v celotnem obsegu. Lahko pa Huawei uporablja golo obliko Androida, ker je pač Android odprtokoden sistem in ga lahko uporablja vsakdor, ki ga hoče. Verjetno ste tudi slišali, da Huawei dela na svojem lastnem operacijskem sistemu, da bi lahko čist nadomestil Android, da bi ga lahko popolno, končno odrezal. Čeprav tega najraje ne bi naredili. Če bi imeli šanso, tega ne bi naredili, ampak nimajo izbire, Trump jim ni pustil, tako da bodo očitno šli naprej s tem. Najprej se ta operacijski sistem imenoval Hongmeng OS, ko so ga uradno naznanili, je pa ratal zdajšnji Harmony OS. Evo, in zdaj skoraj eno leto kasneje je Huawei na svoji konferenci za razvijalce uradno napovedal, da je Harmony OS dosti pripravljen, da ga lahko dajo tudi na svoje pametne telefone in to ne bi verjetno naredili naslednji let, vsaj tak imajo plan, in naredili dokončno ločitev od Googla. S tem se bo na trgu pametnih telefonov nehala delitev samo na Google in iOS. Harmony bo končno postal tekmec, ki so ga vsi potihem želeli že lep cajt in bo malo razdelil ta monopol na 3 dele. Vsaj tak je pa plan od Huawei-ja, ne vemo pa, če mu bo to uspelo. Ja, in to je tudi ta prvi resen povračilen udarec za to podjetje, vse odkar so upadali v težave z Ameriko. Tam najprej sploh niso smeli svojih telefonov prodajati, potem je bila cela ta štala z Googlom, ki so jo prej razložila. Zdaj pa izgubljajo še posel v zvezi s postavitvijo 5G omrežja v Evropi. Res se nimajo fajn. Ne, nimajo se fajn. Velika Britanija je zadnjič oznanila, da do leta 2027 adijo vsa Huawei-jeva oprema za 5G, tako da, kar je za nas letošnji let 2020, to je za njih v bistvu že zadnja 4 leta konstantno nekih težav. Dobro, da imajo še voljo se boriti. Ja, res je. I think it's wonderful how much energy you have. Well, thanks. Kakšen sploh bo Harmony OS? Baje bo zelo energetsko učinkovit, preprost in se ga bo dal namestiti na velik naprav, vsaj taki so Huawei-ovi plani, in naj bi bil tudi čim bolj kompatibilen z androidnimi aplikacijami. To je zelo fajn novica za vse razvijalce teh androidnih aplikacij, saj to pomeni, da jim ne bo treba posebej programirati novih aplikacij za Harmony OS, ampak bojo lahko v bistvu uporabljali aplikacije, ki so narejene za Android, bolj easy za vse. Ampak če ste mislili, da je Harmony OS narejen samo za telefone, samo to. Huawei ima veliko širšo sliko. Harmony OS bo povsod. Na pametnih telefonih, na pametnih hladilnikih, na pametnih urah,
pa boh ve še kje, v avtomobilih. Tako da šlo bo za ogromno hobotnico, če si lahko to predstavljate, ki bo povezovala vse te naprave v internet stvari in bo sočasno tekla na vseh teh napravah hkrati. Kar pomeni, da če boste na primer gledali najin video na svojem telefonu, naročite se in grede na najin kanal, boste lahko prišli v dnevno sobo in bo pametna televizija, ki bo imela naložen Harmony OS, zaznala, da ste v prostoru in bo avtomatično video predvajala na sebi. Koliko dosti sliši? Zelo. To veliko potegne za sabo enih možnosti, ene možnosti so malo kar take, da se človek ustraši, ampak veliko pa tudi pozitivnih možnosti to za sabo prenese. Tako da to je deljena inteligenca, ki jo vidi Huawei. Ne bi šlo pa za enako stvar, kot jo ima trenutno Apple, ki ima sicer med seboj povezane naprave, ampak so operacijski sistemi deljeni za vsako vrst naprave. iPad ima iPadOS, iPhone imajo iOS, ure imajo WatchOS, MacBooki pa iMaci imajo macOS, tako da je ful različnih sistemov, ki so sicer povezani in je vsega treba malo prirediti za svojo napravo. Huawei bo imel enoten sistem, ki bo v bistvu na vseh napravah isti, ki smo jih pri primerjavi z Appleom. Tako kot pri njemu, v bistvu tudi pri Huaweiu za nek visoko vgrajen vrt, kjer bi imeli v bistvu vi samo Huaweiove naprave in čeprav Amerika trdi, da Huawei ni varen, Huawei vseeno upa, da bo s časoma kupce prepričal, da bojo toliko zaupali Huaweiu, da bomo imeli kar vse njihove naprave, od hladilnikov, od TV-jev, tablic in tako naprej, da bo to povezan, bodo med seboj komunicirale in nam kao olajšale live in upajo, da bojo naročniki postali toliko lojalni fani, kot so zdaj eni pri Apple, ki so pač čist navajeni samo na Apple in nič drugega ne uporabljajo. To pa pomeni, da bi imel Huawei tudi verjetno dostop do vaših osebnih podatkov. In ker jim Američani nenehno učitajo povezavo s kitajsko komunistično partijo, pa da ima ta dostop do osebnih podatkov od Huaweia, zna biti to kar malo velika zahteva do vseh potencialnih kupcev, ki niso z Kitajske. Ne ima Huawei na to že pomislil, ali ni? Harmony OS sicer na papirju izgleda, da bo super, ampak verjetno bo to tudi veliko tveganje za Huawei. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Pač Huawei probava nekaj, kar sta se Samsung in pa Microsoft lotila že v preteklosti. Samsung je hotel narediti svoj OS, Tizen OS in se s tem ločiti od Googla. Uspelo je sicer, da to ima naložen na televizijah, na recimo svojih pametnih urah, ampak na telefonih je še zmeraj Android. Zaradi tega, ker smo vsi toliko navajeni na Google in na Android, na nek sistem, ki je lahek, dostopen za vse in ni uspel Samsungu, zaradi tega, ker ni bilo podpore za vse tiste aplikacije, ki bi jih folk hotel. Isto je bilo tudi z Microsoftom. Vsi so mislili, da bo to super sistem, da jim bo ratal, da bo to zdaj eksplodiralo, da bo to nekaj novega prišlo najboljš na sceno, ampak je isto propadlo, ker ni bilo dovolj podpore. Ja, ni bilo aplikacij. Razvijalci se preprosto nikoli niso domačili pri njem. Tako Samsung, kot Microsoft sta se na koncu vrnila nazaj k Androidu, zaradi tega, kar je že Davor rekel, ker so ga ljudje navajeni. Huawei torej dela nekaj, kar dvema njegovima ogromnima konkurentoma z ogromno denarja ni ratalo že leta in leta nazaj. In to vse zraven ob dejstvu, da Microsoft pa Samsung nista imela nič težav z ameriško administracijo. Huawei na drugi strani ima pa res ogromne težave. Ja, kot so že povedala v enem izmed prejšnjih videov, Huawei ne bo mogel niti uvoziti čipov tajvanskega proizvajalca TSMC-ja, zaradi tega, ker imajo povezave z Ameriko, uporabljajo neko ameriško tehnologijo in nimajo zaradi tega proizvajalce za lastne čipe Kirin, ki jih imajo v telefonih, zato ker 20 minutes later. Jim Amerika ne dovoli. Ne. In kaj na koncu konca to sploh pomeni? Huawei bo mogel še malo dvigniti letvico na svojih telefonih, sicer imajo res top kamere, imajo super optimizacijo baterije, ampak bojo mogli narediti tudi boljšo uporabniško izkušnjo, še boljše čipe in vse bo moglo biti še malo boljše, da bo več
folka hoteli te telefone in jim tudi zaupali konec koncev, sploh ker ima Amerika tako propagando, dokazati, da so zaupljivi. Ja, ker roko na srce, premijske Huawei-jeve naprave, njihovi ta boljši telefoni niso poceni. Že nekaj cajta nazaj so dosegli ceno podobno kot od Apple telefoni, od Samsunga. In kar je zanimivo, niti takrat niso cen spustili, ko so stali brez drugih storitev. To je brž čudno. Bilo je čudno. Vsi smo mislili, da jih bodo, pa jih niso. S svojim samostojnim OS-om pa bodo mogli še toliko bolj bojo mogli dokazati, da so vredni tega, da ostanejo na trgu, bolj kadarkoli prej. Res, ja. Tako da ja, to je za danes vse. Upam, da ste uživali v videu, ampak povejte nam spodaj v komentarjih. A mislite, da bo Huawei-ju ta velik met s Harmony OS ali bo ratal, ali bodo totalno mimo strelili in jih čez par let ne bomo več komplet v Evropi videli? Bo še zanimivo v bistvu. Bomo videli, ali bo sama bojo nazaj na Android prišli, ali jih res Huawei sploh ne bo več. Ja, pa če bo spet Trump v ovalni pisarni, lahko kar pozabijo na Android. Ja. Ok, hvala za ogled. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!